Živijo, podcast Seks v pisarni je spet s tabo. Začenjamo četrto sezono, upam, da se ne motim, mislim, da je bilo prej konec tretje sezone. Četrto sezono našega podcasta, tokrat bom sama, ampak mislim, da bo tale epizoda kar zanimiva, taka uvodna bo lepo v novo sezono, zelo bo praktična, ker v bistvu bomo danes pogledali 10 vprašanj, ki jih nam vi zastavite najpogosteje. Tako da, v bistvu so to taka vprašanja, ki smo imeli že posamične tematike na to, ampak tle bo pač strnjeno v eno epizodo s krajšimi in bolj mogoče jasnimi odgovori, tako da ja, pojmo kar čez. Zdel se mi je ful fajn, da naredimo tudi eno tako malo bolj easy uvodno epizodo v novo sezono, preden začnemo s poglobljenimi tematikami. Par stvari je novih, ki sem jih vključila v to sezono, ampak boste že videli spotoma. Tako da, ja, velikrat dobimo ta vprašanja, ki jih bom naštela, ampak 2 vprašanji sta mi pa tako dosti ostali v spominu, ker jaz sem tudi parkrat nadomeščala v trgovini, kar sicer je bilo tako bolj iznuje, ampak mi je bilo pa ful zanimivo videti tudi ta del v našem podjetju, ker itak se nekaj novega naučiš, spoznaš različne ljudi, kakšni so kar zagovorni, povejo kakšne različne svoje zgodbe in tako da ja, pač, a ne, luštanje, tako sem pa tja iti malo v trgovino delati. Pa tudi luštanje, ker so naše trgovine zelo prijetne, vsaj meni. Tako da, ja. 2 vprašanji, ki sem si jih ful zapomnila in sta bila res pogosti, je bilo res nekaj nujno rabim za darilo, kaj bi, pa da ne bo awkward, pa da ne bo tako, ampak res želim podariti nekaj pač iz vašega sekshopa, ampak res nimam pojma, kaj je primerno, a ne? Ponovadi želijo nekaj tako bolj nežnega, ne preveč divjega, da ne bi jih zdaj izpadali neprimerno ali pa čudno. Ta drugo vprašanje je pa, nimam še igračke, kaj naj izberem. Tako da to sta bile zame najpogostejše vprašanje, ki sem jih doživela tako 1 na 1. Ampak itak dobimo dosti vprašanj tudi na mail, dosti vprašanj dobimo potem še na razna naša socialna omrežja. Tako da ja, pač šle sem nekako zbrala, to se mi zdelo zanimivo. Tako da ja, gremo kar na prvo vprašanje. In to je, kjer vibrator je najbolj primeren za začetnike. Če začenjaš res na novo, jaz ne bi nekaj komplicirala in tako bi tudi svetovala vam. Najboljša izbira je nekaj toliko, da se spoznate z vibratorjem, oziroma ne z vibratorjem, z vibracijami, z materialom, z kakšno različno funkcijo, s kakšnimi različnimi nastavitvami, čeprav veliko punc na svetu imamo, velika večina nas ima raj ne pa a ne, in vse te različne stvari, ki jih poznamo. Ampak ja, ponavadi si stranke želijo nekaj diskretnega, mehkega, neopadljivega, tle se res ne bo šlo za moč, ampak za neko spoznavanje, a ne? Tako da jaz dostikrat priporočam kakšen bullet. Bullet vibrator je v bistvu manjši vibratorček, ki je diskreten. Ja, tudi variirajo v velikosti in materialih, ampak ponavadi so tudi tako opcije, ki so izredno cenovno dostopne, prijazne za naš žep ali denarnico. Tako da ja, bullet vibrator je en tak spoznaven vibratorček. Ful je fajn za stimulacijo klitorisa, ful je lušten, lahko pač itak ga uporabiš na različne načine, ker je majhen, lahko tudi stimuliraš bradavičke, lahko tudi se pravi vhod v nožnico, lahko tudi malo noter, ni pa nič kaj tako ukrivljen ali pa s kakšnimi teksturami ali pa da bi bil tako daljši, ponavadi so to res take kaj neravne, malo širše palčke. In ja, s tem res lahko spoznaš sploh ta svet vibracij na en tak enostaven pa budget-friendly način, se pravi prijazno žepu. Tako da vedno svetujem pač kakšen bullet. In tudi za darilo je bullet ful simpatičen.
In ne, niso buleti sam na baterije, buleti so tudi napolnjenje, pa smo že toliko naprej šli. Tako da, ja, tudi zmanjša tisti prvi strah, a ne, pred vibratorji, kakršni, čeprav niso veliki, so ljudem lahko malo zastrašujoči iz tega naslova, ker je pač nekaj novega. Bulet je pa pač res tak mečken, pa nekako omil to spoznavno dogajanje, če lahko temu tako rečem. Zdaj nekaj bi tle dodala in to je ne sam igračka, ampak lubrikant. Lubrikant na vodni osnovi. To je zmeri fajn vzeti zraven igračke, ker vse lažje drsi. Tudi, kad ti spoznavaš svoje telo, a ne, da malo navažeš gor in drsiš po svojih intimnih predelih ali pač katerihkolih predelih že želiš. Je pa res, da dobro, to zdaj malo tako, ampak vsem bi rekla, buleta si ne smete vstavljati v anus, ker pač nima tega razširjenega spodnjega dela, ker je res pač take oblike kapalčka in lahko pač uide v anus in potem v črevo in tako dalje. Je pa res luškan, tak za v torbico. Evo, bulet je tak za v torbico, no, tako. Tak nedolžen zgleda, ni sploh, tudi kad ga pogledaš, lahko bi bilo karkoli. Tako. Se pravi, to bulet plus lubrikant je res en tak varen, prijeten začetek raziskovanja tega sveta. Tako. Gremo lahko na drugo vprašanje in to je, ali je normalno, da nimam vedno želje po seksu? To je eno izmed res pogostih vprašanj in ja, je pač čisto normalno, ker libido ni nekaj konstantnega. Tako, ko nimaš vsak dan pač enake volje za telovadbo ali pa enake apetit za hrano, ne, tudi spolna želja ni vedno enaka. Na spolno željo oziroma pač na tvoj libido vpliva veliko različnih dejavnikov. Od stresa, utrujenosti, hormonov, kakšnih zdravil, odnosi s partnerjem. Včasih, pa ne, če pride do padca libida, je to samo obdobje, kako naj rečem, ki ga preživiš, pač se zgodi neko tako obdobje zaradi kakšnih teh različnih dejavnikov. Lahko je pa tudi znak, da rabiš neko spremembo, da rabiš nekaj spremeniti, da rabiš mogoče več počitka, manj pritiska okrog tega, več komunikacije, spremeniti prehrano, začeti telovaditi, pa skrbeti zase, ne, da se res, da je telo zdravo in da je glava zdrava. Jaz sem imela tudi en primer, ko sem govorila z nekom, ki dela več kot 8 ur na dan, pač bolj blizu 10, 11 in tako, in ima še otroke in tako. In je potem postokala, ne, glede libida in to, ampak glede na opisano življenjsko situacijo in vsega stresa, meni pač to ni bilo čudeno, ne. Da ni neke energije za seksa, ne. To ne pomeni, da je nekaj narobe s tabo tako, a ne, da je to kaj sramotnega ali pa nekaj, ampak včasih naše telo prioritizira preživetje, če se lahko tako izrazim. Kaj je zdaj tudi le pomemben? Pomemben je tudi pogovor s partnerjem, če imaš stalnega partnerja, a ne, pač, da ne kriviš sebe in tako. Libido ima svoja nihanja, ima neko nihanje, ki je v meji normale, če se smem tako izraziti, ampak ja, če je pa to neka stvar, ki vztraja, pa seveda fajn poiskati pomoč strokovnjaka, a ne. Res prvo pogledati svoje navade, a ne samo za fizično telo, ampak tudi psihično, ne. Lahko smo mi čisto zdravi, imamo poštimano prehrano, poštimano vse, ampak če pač smo pod hudim stresom, a ne, se nam lahko pa tudi tam pozna to. Sploh ženske se mi zdi, ženske se, drugače tudi pri moških, kakor se pogovarjamo, vidim ta primer, ne. Če si ti zelo nekaj zaskrbljen, pa to pač enostavno se ne moreš kar sprostiti, a ne. Ne moreš se kar sprostiti in pač seksati, a ne. Tako da ja.
Tretje vprašanje. Kako partnerju povem, da želim poskusiti nekaj novega? Ok, tam je bil ful zanimiv. Dobimo ga res velikrat, no vse te dobimo velikrat, zato pa je pač top teh 10 vprašanj. Cela mogoče sem kjer ga zgrešila, ampak ti sem zbrala. Prva stvar, kar je fajn, je, da tega pogovora lih ne odpiraš med seksom. Čeprav so tudi situacije, to pač sam precenaš, kakšno ima ta vidva dinamiko, ampak načeloma, če je zdaj to tako neroden ali pa nek pritisk, pa tako je mogoče boljš, če tak pogovor začneš, ne vem, ko sta na kavču, na sprehodu, pač neki taki nekem takem neutralnem dogajanju situacije, ne. Lahko, če to narediš med seksom, lahko to partner ali pa partnerka vzame kot kritiko, pa ni lih prijetno, ni lih luštno, tako da, ja. Zdravo, boljši trenutek je, ko sta pač sproščena in delata pač nekaj čistko neutralnega oziroma ne v povezavi s tem. Kako načeti ta pogovor? Fajn je, da uporabljaš jaz stavke, se pravi, razmišljala sem, jaz bi rada probala to pa to, a ne, ker to ful bolj izpade kot povabilo, ne pa ukaz, a ne, ker če rečeš, ti pa, če začneš pogovor tako, ti pa nikoli nočeš tega, jaz pa to ful hočem, a ne, pač se sliši res tako napadalno. Če pa uporabljaš te jaz stavke, se pa sliši tako kot vabilo, jaz si to želim, a bi skupaj probala, a ne. Opazila sem, da si tudi eni pari določijo seks pogovor. To smo, ne vem, če se jih lepo izrazila, ampak tako eni so dogovorjeni, da se pa bojo vsaj enkrat na mesec pogovarjali o njuni intimi in si takrat skupaj nekako naredijo, ne lih checklist, ampak preverijo pač, kaj štima, kaj ne štima, kaj bi spremenila, bi kaj poskusila, ali pa tako se mi zdi tako res dober. Če sta na temu nivoju vajnega odnosa, vajne dinamike, če imate pač tako dinamiko, da lahko to počneta, ne. Eni pač ne in zato jim je toliko neroden probati. Jaz ful nimam zadržkov glede tega, tudi nikoli nisem imela partnerja, ki bi bil, da bi mu bilo to nekaj neroden ali pa ga sram ali pa kakorkoli, ampak ja, če vam je pa obema malo bolj neroden, pa tako en bi ful, pa drug tudi, pa kar noben ne odpre te teme. Pa ja, fajn je izbrati en trenutek, ko sta oba dva sproščena, pa res probati s temi jaz stavki, da se sliši kot vabilo, ne napad, da nekoga kritiziraš, da ne vem, kakorkoli pač, da nekaj počne narobe, ne. Ok, ali lahko preveč masturbacije škodi? To je naslednjo. Da je tako. Masturbacija sama po sebi ni škodljiva. To je normalen in zdrav del spolnosti, zmanjšuje stres, pomaga pri spanju, izboljša razpoloženje, veliko pozitivnih stvari poznamo, ki jih povezuje z masturbacijo, a ne tudi recimo zdravje prostate pri moških, ne samo masturbacija, pač spolna aktivnost, ampak tako, če se omejimo na to prav vprašanje o masturbaciji. Kje lahko potem nastane problem? Problem lahko nastane tam, če se ti navadaš na en in isti način, vedno ista igračka, vedno ista poza, vedno isti ritem, a ne. Možgani se pol malo navadijo na ta vzor, zato je fajn stvari spreminjati, zato je pri masturbaciji fajn tudi ne samo igračke, ampak tudi pač vseeno fizični dotik svoje kože, da malo spremeniš. Ja, itak, enkrat imaš kujki, enkrat si želiš, zdajle bi pa pasali nekaj na hitro, pa močno, včasih si vzameš več časa za raziskovanje. Raziskovanje lastnega telesa je ful pomembno, bomo videli pol zakaj, ampak že tudi to sem povedala v prejšnjih epizodah, velikrat smo to povedali, ampak če smo že pri masturbaciji. Tako, lahko nastane problem, recimo pri moških, ki imajo tisti močen prijem, a ne pa se potem tega odvajati. Se pravi, da pri masturbaciji izredno močno stiskajo
in se navadijo pol na ta res to davljenje spolnega uda, ampak to se da vse urediti. Se pravi, tako, kot sem omenila, fajn je, da stvari počneš raznoliko, z igračkami, tako kot z lastno roko. Lahko pride do kakšnega draženja kože, zato je fajn uporabljati lubrikant, ampak to ni zdaj nekaj tako trajenega, ne? Okay. Številka 5. Katera poza je najboljša za orgazem? Tle bi vsi radi tako en univerzalen odgovor, tako ta poza je najboljša poza. Ta poza garantira orgazem in tebi, in njej, in itd., ampak ni. So poze, ki so mogoče v nekem splošnem prepričanju ali pa statistično bolj zaželjene ali pa statistično prinešajo več ljudem orgazem, ampak ja. To je recimo zaradi tega, ker mi vemo, da večina žensk za doživetje orgazma potrebuje še stimulacijo klitorisa, zato je pri ženskah velikokrat zaželjena ta poza, da je ženska zgoraj. Zakaj? Zato, ker ona lepo pleše, se lahko še klitoris, v bistvu, ko se tako nagneš, drgneš pač po partnerju, ki je spodaj. To je zato, ker večini ni dovolj pač sam vaginalna penetracija. Se pravi, dostkrat je tako, da lažje dosežeš orgazem v tisti pozi, kjer lahko sam ali pa sama nadziraš gibanje, ritem, hitrost. Recimo za žensko, ki je zgori, ker tle kombinira penetracijo in drgnjenje klitorisa, čeprav zdaj, ko imamo igračke, pač si prisloniš še na klitoris zraven in lahko to počneš v kjerkoli drugi pozi. Zdaj, kar je za moške, ne govorim tega za vse, ampak gre se mogoče bolj za stimulacijo v smislu globine in ritma, zato imajo radi kakšne misionarske položaje, s tem, da ima partnerka privzdignjene boke, se pravi, da omogoča višjo globino, čeprav tudi ženske poročajo, da jim je to ful fajn. Tako, to je nekako to povprečje, Kaj najboljši odgovor je tle eksperimentirati, pa ugotoviti, kaj ti paše, ker smo vsi različni. Tako da ja. Dajte mi pokomentirati, katera poza je pa vam najljubša. Tako, evo. Pa ne pozabite enega lajka, še stisnem zraven. Hvala. Ok, gremo na številko 6. Kaj naredim, če ne doživim orgazma? Ok, to ni nič takega, če ne doživiš orgazma, nisi sama ali pa sam v tem. To je, ne vem, tako dosti pogosto. In prvi korak, kaj lahko narediš okrog tega, je samo spoznavanje. To je to, kar smo govorili pri masturbaciji. In sicer, če človek sam ne ve, kaj mu paše, bo nekdo drug še težje vedel, kaj ti paše. Ja, so primeri, ki rečeš, on pa točno ve, kaj dela, on pa točno ve, kaj mi paše, še sama nisem vedela. Ampak ni vedno tako in fajn je zate, da poznaš svoje telo. Fajn je, da poznaš svoje telo iz več različnih razlogov, ne samo glede spolnosti, ampak tudi, da čutiš, če se ti kaj v telesu dogaja na zdravstvenem področju, recimo, ali pa kakorkoli. Tako da prav je, da poznaš svoje telo iz večjih zornih kotov. In tle je tudi pomemben, da znaš to skomunicirati naprej. Ne? Oziroma, da ti ni neroden to skomunicirati naprej. Ne rabi to nek dolg govor, ampak lahko je sam vodiš njegovo roko, kratek komentar, bolj levo, malo hitrej, nižji. Pač, ja, lahko se tudi prej pogovorite o tem v majnem seks pogovoru, kakor smo prej omenili, ampak ja, pač na ta način, Se pravi, sam moraš poznati svoje telo in pa znati to skomunicirati. To bi bil pa potem tretji korak, kar se meni zdi najbolj pomemben. Zdaj, orgazem ni cilj seksa.
je nek biološki cilj mogoče, zaradi razmnoževanja, a ne? Ampak ni pa zdaj to, ker če ti tako, moram, kako se pa sprostiš, pa uživaš v tej poti do cilja. Lih ta pot do cilja je pomembna, da do cilja sploh prideš. In če hočeš v njej uživati, se moraš sprostiti in ne razmišljati o cilju. A ne? To ni eden izmed unih eye on the prize, a ne? Ampak je uživaj. Sprost se, uživaj v dotiku, uživaj v, ne vem, vonju, uživaj v vsem, kar se dogaja, pa bod prisotna. Ne razmišljati o tem, kaj je treba za teden narediti za večerjo, ker nimaš pojma, ker ste že 100-krat eno in isto jedli, kar je privilegij, to, kdo ste vedeli, privilegij je to. Ampak, spet, če je tle težava res neka trdnovratna, ja, seveda, a ne, če je to zdaj zaradi nekega stresa, tako kot smo prej govorili, da so, ne vem, kakšne zdravstvene težave na fizičnem ali psihičnem nivoju, ja, seveda, spet se lahko poišče terapevt in tako. Ampak ti stvari, to ni nič narobe. To sam, če si poiščeš pomoč, lej, si pač dost pogumen ali pa pogumna, da si prišel do tega, a ne? Vprašanje številka 7. Kako vem, katera velikost kondoma je prava? En mini čas za zgodbico oziroma story time, kot je ful popularen izraz, ampak jaz sem imela nekoga, pač partnerja in sva kupovala pač kondome in se nama je tako parkrat strgal. In se nama je parkrat strgal od različnih firm. In potem sva ugotovila, da pač je treba kupovati večje kondome in potem nisva imela težav. Bila sva mlajša, nisva imela blage, a ne, in tako. Tako da ja. To je neko vprašanje, ki ga marsikdo ne upa postaviti, ampak ja, je kar pomembno vprašanje. Mislim, marsikdo ga ne upa, ampak mi ga pač dobimo v DM-se in to dostkrat. A ne, ker kondomi niso vsi enako veliki. Lahko so preozki, ne, recimo. Lahko so preveliki in potem zdrsne dol. Pač ljudje imamo različne anatomije in treba je najti nekaj, kar je tebi primerno, da bo uporaba tega optimalna. Se pravi, da boste lahko oba mirno uživala. Se pravi, kaj je tle pomemben vedeti? Pomemben je, če pač se soočaš s temi težavami, kakšen je tvoj obseg penisa v erekciji. Tako da ja, nekateri imajo dejansko pač tabelo velikosti, kjer se lahko orientiraš. Tle lahko omenjam kondome My Size, ki imajo dejansko prav ful različnih velikosti, a ne ni uno pač normal pa large, ampak je dejansko po velikosti. Te kondomi so tako, res se mi zdi, da moški, ki so začeli to kupovati, no, da jim je, če si eden izmed njih, lahko pač napišeš svojo izkušnjo, da res nekako jim je lažje zdaj, a ne, ker ne rabijo, bo zdrsno, bo ta od tega brenda dost velik ali ne, pač, pa to ni nikakva reklama, ampak tako dejansko to je edina znamka, vsaj kar sem jaz zasledila, da imajo res tako dobro, pač več različnih velikosti, a ne. Imate tudi v trgovini pri nas, mislim, da. Nazadnje, ko sem bila, so bili, tako da. Lahko itak se na naši spletni strani preverite pač to zalogo, to imamo ful dobro narejen. Moramo pohvaliti programerje in dizajnerje, I guess. Nima pojma o tem, pač ne delam jaz tega. Tako da ja, kar bi še tle dala na svet, recimo pri analnem seksu je fajn zbrati kondome, ki so debelejši, ker ne obstajajo pač sam klasični kondomi, verjetno veste za kondome z okusom, pa kondome, ki imajo ribs and dots, se pravi kondomi s teksturo. Ampak, ker smo mi zdaj že leta 2025, imamo tudi kondome, ki se svetijo v temi. Vsega živega je, pazite sam tudi recimo, da ne uporabljate oljnih lubrikantov z lateksom, ker pač to dvoje ne gre skup, lahko poškoduje pač kondom iz lateksa in ta ne bo zagotovil zaščite. Ok.
Zdaj sem omenila analni seks, kar se ful lepo navezuje na vprašanje številka 8. Ja, prav sem pokazala. Ali je analni seks varen? Zdaj, jaz sem se malo odločala, tle bom mogoče govorila še o tem, ker dostikrat dobimo tudi vprašanje, kako se lotiti analnega seksa in pa da boli. Se pravi, vprašanje okrog bolečine analnega seksa. Pri analnem seksu je izredno pomembno, da si vzamete čas za pripravo, pa ne mislim s tem samo raznih klistiranj in brisačk po postelji in tako, ampak da se vi pripravite mentalno, psihično na to zadevo in pripravite tudi v smislu, da pač ne greste tako. Danes bova seksala analno, si naredila klistir ali pa kakorkoli si se umila, se nisi, brisačko mava, robčke mava, cool, dajva ga dati probat not. Ne. Analen seks je lahko varen, če se ga lotiš pravilno. Pri analnem seksu je izredno pomembno, da recimo, da govorimo pač o heteroseksualnem paru in da moški penetrira žensko pač v anus, ker lahko je tudi obratno, ne? Ampak vse oboje. Tle sem to izpostavila, zato ker recimo pri ženskah je dostikrat fajn tudi jo prestimulirati, se pravi vaginalno, da se malo sprostiš, da si vzburjena in tako. Potem pa tudi, ko se analno začne, najboljš je, seveda z lubrikantom. Lubrikant je obvezna oprema pri analnem seksu, ker anus se ne vlaži sam in ne tlačati noter ničesa brez, da bi prej to navlažili oziroma lubricirali. Se pravi, fajn je, recimo med kakšnim oralnim seksom, da s prstom malo pomasiraš anus in potem probaš dati noter. Fajn je, če imaš kakšne analne čepke, mehne analne čepke, ki ga ženska ali pa tudi moški nosi v anusu nekaj časa, pa pri tem stimuliraš klitoris in potem daš malo večji čepek ali pa en prst, dva prstka in potem kasneje, ko je anus res sproščen, ker to vam bom čisto po domač povedala, pač, ko greš kakat, se ne kakaš špagetov, pač, a se vam grdo sliši ali pa ne, tako da anus je pač vse lahko širi noža in to, ampak moraš biti sproščen, tako da, ja, najbolj važen je, da je sproščen. Naslednji trik, ki se ga uporablja, da ženska ostala, ženska neuzburjena, je, da med samim analnim seksom ima kakšno igračko na klitorisu, recimo kakšno masažno palco. A sem prav rekla? Wand, rečemo temu, saj vemo. Unika zgledajo kot mikrofon, ti so izredno priljubljeni. Tako da ja. Kot pa tudi vaginalni seks, je tudi analni seks možen vir prenosa različnih okužb in tako. Tako da ja, kondom je tudi le priporočljiv vedno. Kaj bi še rada poudarila tle je to, da če se začne boleti, ne silt. Jaz sem slišala toliko enih zgodb, ja, saj na vsake toliko mu pa pustim urit, pa saj potrpim, njemu je to ful všeč, pač ne rabiš nič trpeti, ne rabiš mu nič pustiti v smislu, saj že potrpim, saj hitro konc kakorkoli pač, ali pa whatever. Ne, tle ni nobenega trpljenja, ženska lahko izredno uživa v analnem seksu, tam imamo pač končiče, ki nam prinašajo zadovoljstvo, bom tako rekla, tako da ne, tle ni nič, saj potrpim, da mu ugodim. Ne. Če boli, se ustaviti, iti par korakov nazaj, ponoviti. Če ne gre, probaš drug dan. Lahko je bil dan ful stresan. Lahko da, ne vem, je človek napet, ker ima pač prebavo tiste dan malo slabša. Pa če čutiš, da imaš takrat tako prebavo, ne iti v to. Če nisi sproščen, ti je pa vsem, da bo malo umazan, pa če vam je vsem, pa pomagi. Kakor komu. Tako da ja, pač brez kakšnega siljenja, brez... Ne, tega ne delamo. Ok, številka 9, predzadnji 9. Kako ohraniti iskrico v razmerju? Velikokrat dobimo kakšno tako, ja, nama je že malo ne lih dolg čas, ampak tako rada bi si popestrila, pa že tako v unem
opisu, kad ti nekdo napiše, to že vidiš, da je tako, mogoče malo postali suhoparno, malo dolg čas, kakorkoli. Ampak čista resnica tega je, da pač iskrca ne ostane sama od sebe, pač iskrca je treba negovati. Se pravi, tle kaj, če seksata vedno na enak način, ja, enim to čisto odgovarja, pač midva seksava zjutraj v tej pozi in to nama pa še in obema je super in nisva se naveličala tega v 10 letih. Recimo, ja, vse super, fino, fajn, ampak enim pa pač to nikoli, enim to pade v rutino, pade jim v nek tak opravk in ja, pač to je prvo, kar lahko začneš, a ne, pač nove izkušnje pomagajo, se pravi, da skupaj probate kaj novega, da eksperimentirata, da data kakšne nove scenarije. Zdaj ne rabijo biti to neki ekstremi, a ne, pač lahko je sam seksi spodnje perilo za oba, lahko je, ne vem, če bo moški hotel obleči tangice, a ne, pač zdaj je malo zanimiv, če je ženski to privlačno, a ne, pač seveda, če sta oba dva za, ne, se ne zmer ženska pač z unim seksi perilom, on pa v enih strganih gatah tam, a ne. Pač oba dva se morata potruditi. Lahko je kakšen nov pripomoček, lahko je en bullet, tako kot sta rekla, a ne, pač lahko je lahko so take majhne stvari, ne rab zdaj biti to nekaj wow ali pa kar napredeti na en hardcore BDSM. Tako da ja, ampak drugo, kar je pa tudi to, a ne, pogovarjati se je treba, lahko da enemu partnerju čisto ok, pa sploh ne ve, da je kaj narobe, a ne. Treba je skomunicirati te stvari. Zato so tudi ti seks pogovori ful dobri, a ne, ker lahko te že tako malo palijo, a ne, ali pa te fore so ful dobre, nosljivi vibratorji, ali pa da že zjutraj začneš, ne vem, dva greta v službo, pa pošleš kakšen tak malo SMS, tak malo nagajiv, da se že čez dan malo stopnjuje, pa to, a ne, pa to narediš na vsake tok, ne vsak dan, ka pa spet rata tako, a ne, čeprav enim pa tudi vsak dan pa še. Ampak ja, majhne spremembe, kaj novega probati, ne vem, tako, mislim, vem, zato vam pravim, ampak ljudje smo si različni. Probite, različne stvari se da probati. Tako da ja. Je pa tudi res, da včasih se ne gre samo za direkt seksa, ne, ampak tudi podcenjujemo moč objema, prijazne besede, poljuba, kakšnih nežnih dotikov, držanje roke, vse to, a ne, to se res lahko date night, se pravi, da imaš večer sam za vaju, dva zmenk. Te stvari se znajo zelo zgubiti, ko preideš iz te faze zaljubljenosti, ko jemlješ stvari za samoumevne, ko pač se imava drugega, imava se rada in to je to. Pač včasih ni dost to, a ne, pač moraš se malo potruditi, morata se razvajati, morata se pocrkljati, ne rabita biti 24/7 zalepljena in na drugega, ampak ohranjati bližino, a ne, pa na vsake tok dati vedeti partnerju, da ti pomeni, da ga ceniš, da si hvaležen, da ga imaš, da nočeš zgubiti, da je poseben, da je tvoj, da iz obeh smeri, a ne. Ok. 10. To vprašanje je zadnje. In sicer, kaj storiti, če partner ne želi uporabljati igračke? Tle bom tako rekla, se dogaja iz obeh strani. Iz moške in ženske strani, da ne želijo uporabljati igračke. Najprej, kar lahko narediš, je to, da ti poslušaš svojega partnerja ali partnerko, zakaj ne želi uporabljati igračke. A ne? A je strah, recimo, mi dobivamo zelo takšne komentarje, tudi kakšna socialna omrežja imajo bolj pogumne internetne junake. In dobivamo taka vprašanja, ne, zakaj pa to rabiš, pa govore o razni frigidnosti, ali pa če ima pa mene, pa tega ne uporablja, pa tako, a ne. Dostikrat je tudi strah, a jaz nisem dovolj. Pol je pa tudi iz druge strani, a ne, pač
mislim, iz druge strani. Pa so lahko tudi drugi razlogi, a ne pač nekdo je odraščal v družini, kjer je bila spolnost sploh nekaj sramotnega. Mislim, nekaj tako, to je pa samo za otroke delati. To je pa samo za otroke delati. To ni za uživati, to je samo za otroke narediti. Sprav neznanje, nepoznavanje, sram, krivda in vse to zraven in neprijetno in tako, ne. Jaz mislim, da je tle spet isto, kakor smo prej govorili. Pomemben je, da daš partnerju vedeti, da tle ni nič, kar bi to osebo nadomestil, nič ni, da je tebi kaj narobe, ampak da v bistvu želiš, da skupaj nekaj novega probata, a ne? Da je neko povabilo. A ne? To bi rad bila poskusila s tabo, ker mislim, da bi nama bilo ful luštan, ker mislim, da bi nama dali nekaj novega, ker mislim, da bi oba dva znala ful uživati v tem. Tako, na ta način, ne, da pač res pokažeš neko vključevanje in tako, ne pa ja, ne vem, ene je res strah, ne, pač, ne vem, če ženska reče, jaz bi pa rada, ne vem, probala igračko med seksom, ne, in moški reke, ti jaz nisem dosta, je moj penis premehen zate, ali kukarkoli, tako da ne, pač ne gre se za to, ne gre se za tašne stvari, ampak ljudje, eni smo bolj ferpčni, eni so pa manj ferpčni. Moj partner razume, da sem jaz izredno ferpčen človek in da rada poskušam druge stvari in da mi je zanimivo. Jaz imam ful rada nove stvari in tudi, ko pride sem k nam nekaj novega, sem tako, kaj pa je to? Pa že veliko stvari pač sem probala, lahko iz prve roke bojo so določene igračke, ampak tako, ne vem, če si pač ferbac, vse to nekaj narobe, a ne? Radovednost nas žene k novemu znanju in novim spoznanjem in novim izkušnjam in širjenju obzorja in tako, a ne? Se na koncu pa lahko, da vama, mislim, jaz si ne predstavljam pač, da vama lih ne bi bilo všeč, ampak lahko si pa rečete, to je bilo nekaj zanimivega, bova kdaj vključila. Ne rabta vedno, to ne pomeni zdaj, da bosta pa glih vsakič, a ne? Ker nič ne more zamenjati človeka, a ne? To se morate zavedati. Druga stvar, ki bi jo pa priporočala, je tako. Zdaj, če vi veste, da ima vaš partner ali partnerka nek močen odpor do spolnih igračk, ne rabite takoj na razne vibratorje in dilde in tako, ampak lahko začnete z drugimi stvarmi. Se pravi, kot sem že rekla, seksi perilo, lubrikant, masažne sveče, se pravi, da pač naredite tako neko izkušnjo, a ne. Masažne svečke so tiste, ki se jih pržge, pa se pol stopi, pa pol kaplate gor to v olje, a ne, pač se stopi in kaplate potem te oljče gor, pa malo masaže, da je tako malo čutno, da je nekaj drugače, da je nekaj novega. Lahko so tudi kakšni pripomočki, kakor je prevezica za oči, kar bolj izostri, mislim, bolj so drugi čuti pozorni, recimo dotik, vonj. Mal je tudi naraščajoče pričakovanje, a ne? In tako lahko tudi, ne vem, stimulacija bradavička, ne, pač tašne stvari. Ni treba, da je takoj pač vse z vibratorji ali pa z dildi in tako, a ne. Se pravi, da že s temi takšnimi bolj nežnimi pripomočki ustvarite večji prostor za intimo, da razširite ta prostor za intimo, da širite počasi prostor za raziskovanje drugih stvari. Tako, to je bilo 10 najpogostejših vprašanj, zdaj gremo pa še na review izdelka. Jaz sem si do danes izbrala izdelek, ki je dobro povezan z današnjim vprašanjem in to je Bullet. Bullet od znamke Easy Toys Playtime. Easy Toys Playtime ima v bistvu fulušno kolekcijo igračk, ki ima res dobro razmerje med kvaliteto in pa ceno. Že to, da so igračke polnejo za tako nižjo ceno, je vrhunsko, pa izdelane so iz silikona. Ne samo silikona, ampak tudi, a ne. Tako da ja, full fine. Easy Toys Playtime. Pa poglejmo si Bullet. Zraven dobiš kabelček za polnjenje. Sam Bullet je pa dolg približno 9 cm,
je take roze barve, edino na začetku, tam, ko ga držiš, je bel, ima en gumbek, kar je ful easy za upravljati. Mene je ful presenetil, tako glede na to, koliko je majhen, se imaš več jakosti, a ne? Res tako fajn. Tako da ja, Bullet Easy to Display. Ful so lušni. Tale ima zaobljeno konico, eni so lahko tudi bolj zašiljeni. Drugače pa Bulleti so res, tako kot sem že rekla, ena nujna oprema za torbico oziroma nočno omarico. Primerni so za stimulacijo več delov telesa, ne samo klitorisa, vhod v nožnico, lahko tudi malo noter, stimulacija bradavičk, lahko tudi moda, frenulum, pač dolžina penisa. Ful simpatični, notranja stran stegen za malo dražiti. Tako da ja, ampak ne pozabiti lubrikant na vodni osnovi zraven. Tako da ja, to je to. Majhen pa enostaven. Vrhunsko. Ok, vprašanja poslušalcev. To je rubrika, ki bi jo rada vključila v vsak podcast in tudi, če je zdaj bil celoten podcast o vaših vprašanjih, bom to rubriko pustila in dodala vprašanje in sicer to je vprašanje, ki ga dostikrat dobimo, obstaja prava starost za prvo igračko. Zdaj, tako, jaz se bom teh najstniških let izognila, od 18 naprej vemo, ne, kako je. Ampak, če pa pogledamo na drugo stran, dostikrat dobim od kakšnih starejših žensk odgovor, sej to je pa bolj za ta mlade, pa kaj bom jaz zdaj to pri teh letih. Lejte, če ste pripravljeni pri kasnejših letih, če ste šele zdaj pač prišli do spoznavanja svojega telesa, če ste zdaj ratali radovedne, odprte, ali pa tudi moški, zakaj ne? Tako da ne, igračke niso stvar let, ampak so res stvar odprtosti. Pojmo še naprej, kar sem dodala. Ful sem vesela. V podcast sem dodala kar enih par takih novih rubrik, ki se mi zdijo ful zanimive, da bomo se lažje povezali. In to je tedenski izziv. To sem že povedala, da bom delala že v napovedniku, povedala, da bo mogoče tudi kakšen izziv, ki bo tako lahko trajal cel mesec. Vaše odzive od tedenskih ali mesečnih odzivov bom pa tudi objavila na podcastu, seveda anonimno, ko mi jih lahko pošljete na info@svetozidka.com ali pa v kakšne zasebne, se pravi DM-se in na Instagramu, TikToku ali pa Facebooku, samo dajte napisati, da se gre tedenski izziv za podcast. Tako da ja, moj izziv za ta teden je pa ta. Vzame eno od vprašanj, ki se ti zdi najbolj smiselno ali pa najbolj tako zanimivo, ko smo jih danes obdelali in se o njem pogovori s partnerjem. Če partnerja nimaš, zastavi to vprašanje sebi. Pomemben je tudi, da odkrivamo same sebe. Ne samo telesno, ampak tudi tako, kaj se nam v glavi dogaja. Pa odgovorite si iskreno. Recimo, katera poza pa meni najbolj ustreza? Malo razmišljaš, lahko si napišeš v dnevnik, lahko si napišeš na list papirja. S partnerjem si lahko izmenjata pač ta pisma. Čeprav na papirju je zelo tako. Ko nekdo bere tvoje, si lahko bere v ful drugačnem tonu, tako da ja, pri tem pisanju je treba malo paziti. Ampak ja, to je res neka taka vaja, odpre oči, lahko spremeni dinamiko, lahko vama odpre pogovor o spolnosti, lahko je zelo vzburjajoče. Je že sama misel, a ne, na določene akte, vajo lahko malo, pa spet malo iskrce odpremo. Tako. Zdaj gremo pa na en fun fact, to bo tudi vedno vključeno, sem si zadala, da tudi če bo kakšna malo bolj resna tema, da bomo zmer nekaj zabavnega se naučili. In fun fact danes bo o kondomih, ker ta se mi je zdel zelo tako, da mogoče bo fantov zanimiv, pa ne samo zaradi tega, ker se kondom natakne na penis, ampak bom bolj povedala, zakaj. Najzgodnejši kondomi so bili narejeni iz živalskih membran, recimo kakšnih ovčjih mehurjev in črevesja in tako, in to so pa tudi prali in ponovno uporabljali in tako zelo tako zanimivo, ne. To je bilo dolg pred 19. stoletjem. Ampak, če imamo skok naprej, v 19. stoletju je vulkanizacija gume. To je postopek, ki ga je leta, mislim, da 1844 razvil Charles Goodyear. Je bil. In to je omogočilo proizvodnjo gumijastih kondomov. Ti so bili močnejši, bili so tudi bolj elastični, ampak so bili malo debeli so bili, tako kot ena tanka zračenca. Zdaj gremo pa še naprej. Lateks v 1920-ih, prije lateks kondom, tanjši, prožni, kaj še?
daljši rok uporabe. Ne? Lateks kondomi več let, gume so bile pa, ne vem, nekaj mesecev. Tako da ja, naslednjič, ko boste prijeli kondom, si lahko spomnite na to, imate eno novo perspektivo, tako, kaj imamo danes, kaj so imeli pa včasih čreva, tako da ja, s tem, da so jih še prali, pa ponovno uporabljali. Tako da ja, kondom je res en ključen pripomoček za varno spolnost in kondomi so kul. Dajmo narediti še en povzetek. Danes smo si pogledali 10 najpogostejših vprašanj plus en iz rubrike vprašanja poslušalcev ali sledilcev. Kaj smo se naučili, kaj sem se naučila? Da v teh vprašanjih nismo sami. Če imaš pa tudi vprašanje, mi ga je tako pošelj, z veseljem ga vključim. Pošleš mi ga lahko na socialna omrežja naša ali pa ga jih najdeš le spodaj ali pa na mail. Tako da ja. Če so ti naše vsebine všeč, ne pozabi stisniti zvončka tamle, da nam slediš, ali je zdaj subscribe. Kakšen like, komentarja bom pa tudi vedno zelo vesela. Tako da se vidimo in slišimo naslednjič. Čau!